Ustavna odločba predbožična, različno jo berejo različni ljudje. Komu je po vašem pritrdila? Zdravnikom, vladi, bolniku, vsem, nikomor, nič od tega? Ustavno sodišče se spoštuje in se ne komentira njihovih odločb. Jaz sem bil prijetno presenečen, najprej sem poslušal izjave Zdravniške zbornice Fidesa, zelo so pohiteli, kasneje se je izkazalo, da sploh niso prebrali odločbe. Kar se strinjam s predsednico države, da komentirajo, preden bi prebrali. Ustavno sodišče je ugotovilo, da imamo že zakone, ki naj bi to urejali, pritrdilo je mnenju vlade, da je potrebno urediti javno zdravstvo, ga ločiti od zasebnega, od privatnega, postaviti neka merila delovanja. Zdaj smo vsi spoznali, do tistih smo vedeli, da imamo zakone, ki že to urejajo, ki jih nismo spoštovali, ki se jih direktori niso ali pa so se jih bali upoštevati v bolnišnicah in da se da s temi zakoni, ki jih že imamo, narediti ravno tisto, kar smo predlagali na strateškem svetu, urediti javno zdravstvo in postaviti jasne meje med javnim in zasebnim. K temu bova še prišla, ampak bilo je tudi nekaj očitkov, predvsem političnih, da je pravzaprav padla zdravstvena reforma zaradi te delitve med javnim in zasebnim. Tako je rekla opozicija, očitala vladi. Res pri zdravstveni reformi gre samo za delitev? To je smešno. Vi v pisarni ministrice imate tablo, na kateri je narisana tabela, je zelo zanimiva. Tam je navedenih 16 zakonov, ki jih je njena ekipa pripravila, in 10 kolumen zraven in kljukice, kaj je bilo speljano. Spravi 16 zakonov, ki jih je ministrica pripravila, speljala do konca, žal ZZVZZ so zablokirali zaradi finančnih interesov in ena od teh zadev, v kateri je Ustavno sodišče odločilo, potem trdi, da je reforma padla. To je smešno. 16 zakonov. To je reforma, ne pa en člen v enem zakonu. Dobro. Doktor Ihan je rekel, oziroma zapisal v časniku Delo pred mesecem ali pa malo manj, zakaj se vlada zaganja v zdravnike, zakaj raje ne pritisne na direktorja zdravstvenih domov, se so vendarle javnih, seveda, se so politično imenovani. Kaj pravite na to? Vse je treba urejati. Javno zdravstvo, marsikje se dela, tu desetletja vemo, kje se po balkansko muti, kje se dela po balkansko, kje se krade, kje se korupcija izvaja in to je čas, da se začne in se že začenja to urejati. Recimo v kliničnem centru so odpustili pod zdajšnjim direktorjem 25 ljudi iz uprave tehničnih služb, čeprav ima direktor podporo vlade, samo on ve, kakšni pritiski in grožnje so na njem, ker je to izvedel iz vseh strani, ne mislim tudi strani ljudi, ki imajo polna usta javnega zdravstva. Vse je potrebno. Več je treba delati na menedžeriranju bolnišnic, na upravljanju, to se strinjam in to smo tudi pripravljali predloge, ampak odzadaj so interesi in ti interesi tudi preko Fidesa, Zdravniške zbornice so veliko močnejši. Praktično vsak evro na ZZS-ju, in tega je skoraj 7 milijard, ima svoj interes. In vse je potrebno urejati. Jaz sem od nekdaj trdil, zakon o zdravstveni dejavnosti ni zakon, ki omejuje javno in zasebno in ločuje, ampak je zakon, ki ureja delovanje javnega zdravstva. In to hoče, njih boli, ni problem, največji problem to, da ne bojo mogli zasebnikom delati. Problem so SP-ji, kar je za Ustavno sodišče pritrdilo, da je nezakonito, kar je tudi že odprej znano, nezakonito pa vseeno so. Problem so prodaje koncesij. Tukaj je na trgu velik biznis začel, nekateri so se zelo dobro mastili, dobili so koncesije brezplačno, potem so jih pa prodali naprej za velike denarje. In to njih boli, ne pa to, da 3 maksofacialci ne bojo mogli zasebniku delati. Ustavno sodišče se v tej delni odločbi ukvarja s to delitvijo javno-zasebno in pravi, ta prepoved, da ni ustavna in da tudi ni potrebna v taki meri, ker da že zdaj, to, kar ste prej rekli, da že zdaj imate zakone, imamo zakone. Ampak, doktor Brecelj, kako si potem razložiti, javnost pozna pred 14 dnevi primer Novega mesta, soglasi, ni bilo toliko soglasi, kot je bilo dela ortopeda v zasebnem sektorju. Kako si to, če zakoni so, če direktorji imajo to moč, da nadzirajo, kako? In se jih v zdravstvu ne spoštuje, če jih ne spoštuje, mislim kaznovan. Mislim, da bi tudi, če Hipokratova zaprisega še kaj velja, zdravniška zbornica morala ukrepati. Bi lahko zdravniška zbornica. Jaz sem zavezan tudi etiki, ne samo zdravljenju bolnikov.
To se dovoli, sistem se odpira, ker se vse vzpostavlja se fronta, kdo bo kradel lopov denar na ZZS-ju, kdo bo denar 7 milijard si delil. In lep nedeljski večer je v kliničnem centru potrebujejo 75 zdravnikov, da pokrijejo dežurstva. 55 je doma v pripravljenosti in tega zasebnikov, s tem, da nekaj povem, večina zasebnikov je poštenih. Tisti, ki gonijo vojno in plenijo od zadaj in delajo zelo medvedjo uslugo. Tega ne zanima. Ne zanima jih, 100 ljudi je sodelovalo v timu pri transplantaciji srčka 6-mesečnemu otroku. Ne. To nikogar ne zanima iz biznisa. Tega ni profita, ne. Oni želijo nekaj drugega. Ne. In tega ne bojo privatizirali. Hočejo denar za ZZS-ja. In zato so tudi zablokirali zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju, ki je napisan in ga vlada in parlament ne morejo več sprejeti, ker je zablokiran. In tle se bije vojna. To, kar gledate s temi parodijami o tem delitvi privatno-zasebno, je samo kozmetika tistega, kar se dogaja od zadaj. Nekaj je bilo tudi govora o tako rekoč potvorjenih seznamih čakalnih vrst, pa bom spomnila, 13 let skoraj je stara odločba KPK-ja o sistemski korupciji, preskakovanje čakalnih vrst, nevredostojni seznami čakajočih. Po 13 letih se pogovarjamo o istem, pri čemer zdaj za to potvarjanje čakalnih vrst, ustvarjanje čakalnih vrst, govorimo pa že kot o kaznivem dejanju. Glejte, vse države imajo čakalne vrste, so veliko bolj bogate kot mi. Je pa vprašanje, kako jih obvladujejo in kako dolge so. Mi praktično ne vemo, kakšne čakalne vrste imamo. V katerikoli problem se spustimo, kot ta primer Novem mestu, maksofacialnih kirurgov, da so se čakalne prirejale. Tako da ne vejo bolniki, ki čakajo na teh vrstah, kakšne so čakalne, ampak mi dejansko številkami imamo hudo težave predstaviti, kakšne čakalne vrste imamo. Tukaj v tej ustavni odločbi je veliko govora o pravici zdravnika do proste izbire zaposlitve. Potem govorili ste že o SP-jih, veliko se ukvarjajo s tem, kakšna pogodba je, ne vem, davčno bolj ugodna za katerega zdravnika. Malo pa je napisano, oziroma manj je napisano pa pravica, ki je v ustavu zapisana, da prideš do zdravnika. Res je, jaz nisem pravnik in sem ta odločbo pogledal tudi z druge strani. Ko sem po iskalniku iskal besede gospodarstvo, sem našel v tem zapisu ustavnega sodišča, ki zajema tako pritožbo kot odgovor vlade parlamenta, 53 besed gospodarstvo. Izvedenke, gospodarski subjekti in to veliko. Pacienti 16. 53 gospodarstvo, pacienti 16. Sociala 10. In to je bistvo tega, kar se gremo, ne? Gospodarstvo. Oni želijo zakon o gospodarski zdravstveni dejavnosti v zdravstvu, v javnem zdravstvu. Ne briga jih bolnik. Tudi v tej ustavni odločbi, hote ne hote, prva beseda je gospodarstvo. In ljudje se morajo zavedati, dali smo skozi tajkunizacijo, pa se nismo dosti naučili, dali smo skozi banke, mašili smo ogromno luknjo, danes ne vemo zakaj. Upam, da smo se kaj naučili, zdaj na vrsti zdravstvo, da se bo plenilo po njemu. Upam, da bodo ljudje toliko pametni in to ustavili. Bili ste med prvimi žvižgači, novinarji smo vam rekli žvižgač, prav na temo korupcije v zdravstvu. Vidite po toliko letih, desetletje že pravzaprav od prvih vaših opozoril, vidite kakšen napredek na splošno v družbi, skozi pravosodni sistem, kakorkoli? Govorim lahko o zdravstvu, policija in sodstvo ne bodo rešili teh težav v zdravstvu. Rešili jih moramo sami, z bolj poštenim delovanjem in pa z dobrim upravljanjem. So koraki naprej, pred sem omenil v kliničnem centru 25 ali pa več ljudi je odšlo. Mislim, da 20 je bilo prijavljeno na NPU in na policiji. V preteklosti tega ni bilo. Po mojem vedenju v preteklosti v kliničnem centru niso prijavili enega zaposlenega zaradi korupcije, suma korupcije. Nažalost, na onkološkem enega, pa še pol so se opravičili, pa mu izplačali odškodnino, ki jo je zahteval od onkološkega, namesto da bi onkološki zahteval od njega. Stvari se premikajo. Ampak, kot pravim, samo direktor kliničnega ve, kakšni pritiski so zaradi tega, kar se tega gre. Ali lahko direktor, nadrejeni, šef bom rekla, reče svojemu podrejenemu, grd izraz, ampak da, podrejeni, ki je zdravnik, ne dam ti več soglasja za popoldansko delo. In kaj bi se zgodilo? Zakaj se toliko pogovarjamo o teh soglasjih, ki jih imajo nadrejeni, seveda v rokah, oni odločajo o tem.
Zakaj tukaj ni reda? Zato, ker je že tradicija, da ga ni. In se pač direktori, zaradi pritiska na direktor, se s tem noče ukvarjati. Mene zelo veseli, da Ustavno sodišče navaja tudi, da bi lahko nagrajevali zdravnike, ki je več delal, oziroma vse zaposlene v zdravstvu, ne samo zdravnike. Da bi jih nagrajevali, da ne bi iskali drugje, da ne bi lahko bila nagrada tudi tisti, ki dela več in boljše, da gre on lahko delati zasebniku pa privatne. Ni. To je pač tradicija po balkansko, če daš, če ne bom več delal. Zelo malo ljudi bo šlo. Imamo primer bolnišnice, kjer je šlo 5 kirurgov, vseh 5 se je vrnilo nazaj v javno zdravstvo. Ni enostavno javno zdravstvo izven javnega zdravstva preživeti. V Ljubljani lažje in Mariboru. Ampak to je tradicija, Balkan. Sedaj smo na vseh področjih, medicina je odraz družbe, družba je taka, ampak tukaj izgubljamo zdravstvo. Jaz ne rabim več Slovenije, če nimam zdravstvenega sistema, na katerega se lahko obrnem in tega ne smemo dovoliti. Da, tako mislijo najbrž vsi državljani. Samo še zadnje vprašanje, 3 mesece je do volitev in seveda politika to javno, zasebno zdravstvo veliko uporablja, bo še bolj v kampanji. Koliko je možnosti, da se ohrani javno zdravstvo, vsaj takšno, kot je, oziroma okrepljeno, ali smo zelo blizu privatizaciji? Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da smo bili pred katastrofo. Tudi, kar je Bešič počel, z njim se je zdravniška zbornica zelo strinjala. Zelo je odvisno, kdo bo imel vlado. Tukaj je bila ena sreča, da smo imeli ministrico in predsednik vlade, ki sta sodelovala, včasih tudi z visokim tonom, ampak so bili sklepi v interesu javnega zdravstva. Kaj bo naprej? Na začetku mislim, da so playerji v ozadju zelo računali na Bešiča. Tle so se všteli, zelo so odprl teren za to ministrico in vlado, da so začeli nekaj delati na javnem zdravstvu. Sem pa prepričan, da bojo playerji iz ozadja zelo kupovali plakate za stranke pred volitvami in potem računali na usluge. V tem primeru, če jih bodo ti, ki bodo plakate dobili, vračali, bo katastrofa.